Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat sem na obisku v župniji Domžale in lepo dobrodošlico želim tukajšnjemu župniku Janezu, Bog pa živi v naši domači oddaji. Hvala, pa dobrodošli tudi vi in dobrodošli tudi gledalci, ki bodo to oddajo gledali. Morda bi vas na začetku prosil, da se našim gledalcem na oddaje Pot poti na kratko predstavite. Moje ime je Janez Šimenc, župnik v Domžalah, sem 9. leto, rojen sem tukaj blizu, v Dolu pri Ljubljani. Kaj bi še bilo zanimivo? Mislim, da bo to za začetek kar dovolj. Gospod župnik, je morda še v vaši župniji, vaši cerkvi še kakšna posebna znamenitost, ki bi jo morda ob tej priložnosti v oddaji Pot poti bilo potrebno poudariti? Cerkev je sorazmerno nova, dobro stoletje stara, zato v njej ni kakšnih posebnih kulturno-zgodovinskih spomenikov. Od zdaj recimo do neke mere to cerkev bi omenil korno ograjo, ki je delo arhitekta Plečnika, in pa orgelsko omaro, arhitekt Burnik je njen avtor. Freske je avtor slikar Pengov. Morda še znano ime kamnoseškov je Franc Ksaver Tončič, ki je oltarje glavnega in oba stranska, svetega Jožefa in svete Ane. Bi pa osebnost, ki je zelo zaznamovala preteklost naše župnije, to pa je skladatelj Matija Tomc, ki je leta 1946 prišel v Domžale kot kaplan, že 2 leti kasneje prevzel nalogo župnika, ker je tedanji in prvi župnik Franc Bernik takrat umrl in bil tako župnik do leta 1973, potem pa tudi tukaj preživel pokoj do svoje smrti leta 1986. Treba je povedati, da je Matija Tomc bil eden od največjih skladateljev, najbolj plodovitih 20. stoletja v Sloveniji, ko je v začetku 80. let delal nekakšen povzetek ali pregled svojega dela, je naštel 400 različnih del. Od tega približno polovico posvetnih, polovico pa sakralnih. Hvala lepa.
Kakšna je zgodovina vaše župnije? Župnija Domžale je bila ustanovljena na ozemlju oziroma na delu ozemlja pražupnije Mengašice leta 1908. Že prej je bila tukaj duhovnija, že iz 18. stoletja je znano, da so tukaj bivali duhovniki kot beneficijati, se pravi, da so tukaj uživali pač dohodke tega beneficija, maševali večino ostalih duhovnih, večino ostale duhovne oskrbe pa so imeli čez mengaški župniki. Pri tem je verjetno tudi treba poudariti kakšnega župnika, kajti zgodovino pišejo ljudje. Bi začel kar z Matijem Badličem, ki je konec 18. stoletja že imel velike želje, da bi bila župnija Domžale ustanovljena, kajti med jožefinskimi reformami sta bili ustanovljeni sosednji župniji Homec, ki se je izločila iz mengaške pražupnije, na južni strani Šent Jakob, za Domžale pa so rekli, da je preblizu Mengša, da ni potrebe. Takrat moram reči, še Domžale kot take niso obstajale, bila so 3 naselja, Stop, Zgornje Domžale in Spodnje Domžale. Do zlitja je prišlo praktično šele v 20. stoletju. Sredi 19. stoletja so na nek način priprave potekale, ker se je zgradilo župnišče. Prej je beneficijat stanoval kar v enem od stolpov, ki so sestavljali tukaj protitulški tabor. V središču njega je bila seveda veliko manjša gotska cerkvica Marijine Povzete, torej taborske zgradbe, stolpi pa so služili potem kot bivališče. No, potem konec 19. stoletja je bila cerkev temeljito prezidana v tem smislu, da je od stare ostal le zvonik. To je bilo za časa beneficijata Strupija. Leta 1898 je bila posvečena, leta 1903 pa je prišel sem Franc Bernik, ki je takoj začel kompletne korake za ustanovitev župnije, najprej s tem, da so napravili pokopališče, ki ga je župnijska cerkev morala imeti, potem pa leta 1908, kot že rečeno, je bila pa župnija potem tudi ustanovljena. Kakšen je pa utrip župnije Domžale danes? Utrip je zelo raznolik. Domžale so naselje, kamor ljudje prihajajo od vse povsod, smo blizu križišča Slovenije. Ljudje so res, imamo tudi v konkretnih skupinah, recimo pare, kjer je mož iz Primorske, žena iz recimo Štajerske in podobno. Po drugi strani seveda je tudi še nekaj tradicionalnega življa, tudi se najde še nekaj kmečkega prebivalstva, na drugi strani pa so ti bloki, bolj spalna naselja, tudi nekaj industrije, čeprav se je žal izselila nekoliko v zadnjih desetletjih iz Domžal, veliko je obrtništva, tudi seveda struktura prebivalstva je tudi izobrazbeno zelo raznolika in župnija je po eni strani del tega, je tudi odraz tega, tako da se prepleta tradicija, pa obenem tudi iskanje novih poti, želja, da bi čim bolj tudi pritegnili tiste, ki imajo svoje korenine drugod, pa tudi tam niso več trdne, ker so sedaj tukaj in bi želeli, da bi župnija res bila kraj tistega odprtega srečevanja, kjer bi se vsakdo čutil dobrodošlega in čim bolj domačega. Hvala Bogu, da je tako. Katere so pa vaše podružnične cerkve? Podružnic nimamo, ker je sama domžalska cerkev bila nekoč podružnica. Imamo pa poleg cerkve kapelo Marije Pomočnice, ki je bila pravzaprav Božja pot. Sem so ljudje prihajali
po Marino pri Prošnjo. Znano je, da so se sem recimo prihajale Marije priporočiti nosečnice pred porodom, pa tudi drugi, zlasti bolniki, da je po velikem ljubljanskem potresu leta 1895 sem v 14 dneh prišlo menda 35 procesij iz različnih okoliških krajev in župnin, tako da je bila včasih ta kapela bolj pomembna kot sama cerkev. Seveda, ko se je potem ustanovila župnija, je kapela pač ostala kot kapela, še vedno se ljudje radi tam ustavijo, prižgejo svečko, pomolijo, imamo 2-krat na leto tudi tam mašo, drugi dan po Marini, po Velikem Šmarnu in pa tudi na sam praznik Marije Pomočnice. Jaz bi še našli gledalcev, da je Pot poti ob tej priložnosti povabil na Vatikanski krščanski stežnik RKC, kjer smo tudi prav v ta namen posneli kar nekaj oddaj o procesih, pa seveda veliko duhovnih oddaj Pot poti, ki je govori pravzaprav za vsakega tistega, predvsem pa mi je zanimivo za tiste mlajše gledalce, ki morda določenih običajev, navad se bolj redko vidijo, predvsem v mestih, da obiščejo tale Vatikanski krščanski stežnik RKC, katerega boste tudi videli spletno stran na vaših ekranih. Vas, gospod župnik, bi povprašal, kdo vam pomaga pri pastoralnem delu in katere skupine delujejo v vaši župniji, kajti ko pride človek v bližino cerkve, je vse lepo urejeno, skrbno, to se pravi, da zelo pridno, lepo skrbite za cerkev Bogu v slavu. Ena prednost je že to, da imamo samo eno cerkev na skrbi. Bil sem tudi župnik že v župniji z 8 podružnicami, tako da razliko vidim. Za seveda zunanjo urejenost, hvala tistim dobrim dušam, ki ponavadi tudi se ne izpostavljajo, ampak ko vidijo delo, poskrbijo, naj gre za to, da vsak dan tudi okoli smetnjakov kdo počisti ali zato, da je kakšna akcija, pa se potem tudi uredi kaj bolj temeljito in pa seveda tudi že v mestnem okolju se spodobi, da je vse bolj urejeno in tako rečeno s pakedranko pošlihtano. Drugače pa seveda tisto bistvo je pa ljudje ki je v očem nevidno in zaradi katerega smo tukaj. Stavbe so samo pot, so samo okolje, bistvo pa je seveda duhovno, je oznanilo, je slavljenje Boga v bogoslužju in je tudi, čez kar včasih malo pozabimo, je tudi res praktična pomoč bližnjemu. Pri duhovniškem delu mi pomaga pomočnik gospod Avguštin Klopčar, ki tukaj stanuje, je pa sicer župnik, upravitelj župnije Češnjice nad Blagovico, pa kolikor je mogoče, potem tudi tukaj priskoči na pomoč, ker je vseh tistih dejanj po urniku, kot so maše, spovedovanje enostavno preveč, da bi lahko nekdo sam to vse storil. Potem so na področju oznanjevanja, imamo tukaj še katekistinje, tudi pastoralno asistentko, birmanske animatorje oratorija. Potem so pri bogoslužju, sem izredno vesel pevcev, 3 pevskih zborov, odraslega, otroškega, mladinskega, potem tudi skupine staršev, malih otrok iz vrtca, ki tudi enkrat na mesec tudi poskrbijo za petje in sodelovanje pri eni sveti maši. Ministrantje, tisti, ki tudi so dostikrat nevidni, ki poskrbijo za lepoto cerkve, čistočo, krešenje, pritrkovalci vsake toliko časa tudi poskrbijo, da se slavje nadalje sliši. In tudi drugi, tudi pobiralci darov. Potem recimo pred 2 letoma je bila prvič pobuda za žive jaslice, lansko leto tudi za pasijon, torej ne samo pobuda, ampak tudi izvedli so verniki sami in želijo, da to ostane. Sem tega vesel, podpiram, koliko moram, pa obenem tudi njim želim, da bi dobre volje in poleta ne zmanjkalo. Potem, kot sem že omenil, tudi dobrodelnost imamo zelo živo, Caritas,
ki pokriva več 100 družin, kar je seveda po eni strani žalosten podatek, je toliko družin, ne samo v naši župniji, gre za celo občino, ker toliko družin pač je v stiski, tega nismo veseli, veseli pa smo, da lahko preko Caritas tudi tem ljudem pomagamo. Imamo potem tudi živo skavtsko skupino, Step šteje kar okroglih 100 mladih plus 3 duhovni voditelji, tako da tudi na tem področju so stvari zelo živahne. Pa potem še biblična skupina, pa katehumenat poteka vsako leto, zakonska skupina, odrasli skavti, molitvene skupine, pa morda tudi sedaj sem kaj pozabil, pa se iskreno opravičujem. To je že kar lepo duhovno življenje. Prej ste omenili pri trkovalce. Tale običaj je v Sloveniji bolj redek. To je tale, ko pretekavajo na zvonove, ne? No, to je slovenski običaj. To je. Problem je verjetno samo to, da dostikrat ni ljudi ali pa se ne prenaša to naprej, da ko stari pritrkovalci pač prenehajo, da ni mladih, čeprav kolikor vem, je pa kar predvsej pritrkovalskih skupin, ki so nekatere zelo kvalitetne in da tudi tujci to radi poslušajo, ker tega ne poznajo. Vsaj ne v takšni meri, kot pri nas. Točno tako. Kako pa je bilo v stoletnici vaše župnije, katero ste praznovali? Ja, želeli smo, da res ne bi ostalo praznovanje samo znotraj cerkve, ker župnija ni samo cerkev kot župnijska cerkev, tako da smo imeli več prireditev. Glavna je bila prav gotovo proslava, ki smo imeli v hali komunalnega centra, v kateri so bili povabljeni seveda vsi Domžalčani, kjer so se predstavile tako domače pevske glasbene skupine, pa tudi sodelovali smo z godbo, pa sopranistko Nino Kompare in zdaj pametne vem, ker je tega že 3 leta. Poleg tega smo izdali tudi zelo, mislim, da kvaliteten zbornik ob stoletnici, ki ga je uredil profesor Blaž Utrin in je pač tudi še na voljo, kjer smo res povzeli tako zgodovino župnije, pa tudi njen sedanji utrip. Je pa verjetno prav, da se ljudje ob takšnem prazniku zberejo, tudi poveselijo in da jim da še to malo več moči, motivacije, ne samo na duhovni poti, tudi na tisti človeški, ker človek je tudi bitje, ki rabi pogovor. No, sej tudi več takih priložnosti je, ko združimo tudi praznovanje, tudi bogoslužje, pa tudi potem tudi s kakšno družabnostjo. Imeli smo nekaj let tudi župnijski dan, celo popoldne, malo se je oblika izpela, iščemo sedaj novi koncept, mogoče bomo čez nekaj letih tudi to zopet kaj novega sestavili. Pa tudi tako znotraj skupin poskušamo tudi neko to bližino, družabnost gojiti, vsaj v kakšnih zaključnih letah, kakšnih praznovanjih Svete Cecilije in podobno. Na novo leto, recimo, ne. Lepo. Ki so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, pa tudi tisti mlajši, prav, da vas še vprašam, katere zakramente poznamo? Ja, krst, birma, evkaristija, sprava, bolniško nazirjenje, mašnič, sveti red in pa sveti zakon. Kako pa kaj naj kristijanu pomeni spoved, kar pravzaprav velikokrat ne moram reči vsi, ampak nekateri mlajši, pa tudi starejši, saj ni potrebe, saj nisem nič takšnega naredil. Spoved je izjemna priložnost in dar, da pred Bogom, pred bližnjim in samim seboj začnemo na novo. Ne v smislu sprejemnega izpita, ko bi odlašali, popravnega izpita, ko bi odlašali svoje spreobrnenje, poboljšanje, ampak nam je res to milostni trenutek, ko lahko svoj odnos začnemo graditi na popolnoma novih temeljih, kajti
zgodi se tisti čudež, ki ga nobena človeška beseda in dobra volja ne more dati. Bog se naših grehov več ne spominja. In on svojo moč in veličastvo izkazuje predvsem, kot pravi tudi bogoslužje, z usmiljenjem in prizanašanjem, da pred Bogom nikoli nismo izgubljeni in da zato lahko tudi po poti prijema zakramenta, ko nam je povedano, da nam Bog, da mi, ker to vedno gre za osebni odnos, osebno dogajanje, da mi Bog grehe odpušča, je to tudi priložnost, da nikoli ne dvignemo rok od bližnjega, da nikoli ne obupamo v prizadevanju, da vedno znova začnemo na novo. Obenem seveda pa je to tudi način, spoved namreč, da sebi pogledam jasno v srce, da svoj greh priznam kot greh, ne zgolj kot napako, ker na napakah bi se morali učiti in bi jih moralo biti vedno manj. Greh, ko mu rečemo greh, potem tudi damo možnost Bogu, da mi ta greh odpusti. Gledalci oddaje Pot poti so me opazili, da imate zelo lepo urejen župnijski list. Kdo vam pa tale župnijski list ureja? To je delo večjih ljudi, tako je tukaj akademska slikarka Urša Žajdela Novak, Urša Žajdela Hrovat, ki poskrbi za zunanjo podobo. Potem je uredniški odbor, s katerim se zdaj toliko časa srečamo, premeljamo možne teme, tudi možne sodelavce, avtorje. Potem je seveda tukaj še oblikovalec, ki je tudi profesionalec na svojem področju, tiskar, tako da je končni izdelek kar šel skozi več rok, vsaj načelno, več ljudi mislilo. Kdor želi, si ga lahko ogleda tudi na naši spletni strani, tako da je vedno dostopen tudi arhivske številke. Moram povedati našim gledalcem, da je Pot poti, da smo že v Domžale obiskali prav na njihovo željo, da sem pravzaprav po njihovi želji prišel do vas, spoznal tole župnijo, koliko se pač v tem času da. Kaj je pa tisto, gospod župnik Janez, da znate vsakemu človeku se posvetiti, vzeti čas, kar v tem tempu tudi ni tako lahko, ne? Zdaj jaz res vsakemu znam ali res odgovorim na vse potrebe, tega si ne bi upal domišljati, pač smo vsi, kakor smo, omejeni, različni. Vendar pa tisto, kar pa, če ima človek malo distance, se pravi, da ni treba ravno v trenutku se odločati, se mi pa zdi tisto, kar je najpomembnejše, je to, da gledamo drugega v vstajenski luči. Da drugega gledamo kot tistega, za katerega si želim, da bi ga nekoč srečal tudi v nebesih in ob vstajenju in da takrat ne bi bilo nič, kar bi naju ločevalo. In ker pač, da tako rečem, Sveta Cerkev govori o Vicah kot kraju, kjer se bodo stvari morale še dopolniti, če jih ne tukaj na zemlji. Zato je prav ta misel na večnost tista, ki najbolj me nagovarja k temu, da vsakega človeka bi moral gledati, pravi, koliko uspe, to je druga stvar, res kot bodočega nebeščana. To potem seveda odloča tudi, vpliva na to, kako bom sedaj tukaj v tem času in prostoru ravnal. To ste zelo lepo povedali. Kako pa sodelujejo mladi po skupinah, verjetno dobro, kako pa mladi sodelujejo v župniji Domžale, kajti tukaj je blizu Ljubljana in verjetno ta vpliv tega velikega mesta se tudi tukaj pozna. Pozna se tako, da se pravi, ponudbe za prosti čas imajo dovolj, tako da je ne iščejo prav posebej še v župniji. So zelo, kot sem že omenil, dejavni kot skavti, se potem nekateri tudi
odzovejo v sodelovanju, birmanski animatorji kot animatorji oratorija. Res pa je, da pa tudi skrbi vsakdanika mnoge odvrnejo od tega, da bi potem bili bolj dejavni v župniji, morda tudi ne slišijo povabila ali pa mogoče ne najdejo dovolj privlačne klape. Tako da posamezni mladi verjetno raje pridejo, če najde tukaj že torej druge mlade, ki jih tudi pozna. Res pa je, da prav danes je pa to težava, ker pa so druga pota, zlasti socialna omrežja na internetu, ki vzbujajo vtis, da imamo že dovolj družbe, kar je seveda, vemo, da več ali manj hlaven nadomestek prave družbe. Vsakdo je dobrodošel, res pa je, da se dogaja kot povsod, pravijo nekje od leta 1998 naprej, da so te klasične mladinske skupine kar precej zamrle in nekateri vidijo tukaj prav vpliv interneta, pa da ne bo pomote, tudi jaz ga precej uporabljam, s tem, da pač socialnih omrežij pa res ne. In da pač smo v nekem prihodnem obdobju, kjer bo treba verjetno bolj tudi iskati še nove poti. In pa verjetno v tem družina tista, katera je pravzaprav tista celica, kjer otrok dobi tisto prvo veroučno uro, kot bi po domače povedali, ki pravzaprav potem se to, kateremu tudi, če tega ni v celici, potem tudi v družbi ni. Ja, neki oče, številne družine, akademsko izobražanje, pred časom na katehetskem simpoziju, pred zbranimi kateheti in katehistinjami, večinoma duhovniki in redovnicami, je rekel, jaz ne morem zaupati cerkvi, da v moje otroke versko vzgojila. Seveda on ni rekel, da versko vzgoja v cerkvi ni potrebna, ni veruka, ni zanikal, ampak rekel je, potrebno pa je družina, cerkev pa je potem pomoč. Žal pa seveda ljudje razmišljajo drugače. Pri tem pa spregledajo starši, da tisto, kar so oni še v svojem času, pred 20, 30, 40 leti, srkali vase iz okolja, da tega v okolju danes ni več. Zlasti, če so bili bolj v nekem še bolj tradicionalnem okolju, kjer je vse šlo po inerciji, po vztrajnosti, danes tega seveda je zelo malo in kdor se temu prepusti, je pa res v veliki nevarnosti, bom rekel zelo konkretno, da ga tudi otroci ne bodo dali cerkvem pokopati. To je res, ja. Moramo še povedati, komu je vaša cerkev posvečena? Posvečena je Devici Mariji v Nebovzeti, kar kaže tudi na vpliv misionarjenja iz oglejskih krajev, pač iz oglejev v naših krajih v 9. stoletju, kjer je tista cerkev tudi posvečena Mariji in to. Zato tudi pri nas veliko cerkva posvečenih Mariji v Nebovzeti, tudi iz tega naslova. Morda še naši gledalce povabila, kdaj bodo v Domžalah, da morda to cerkev obiščejo. Kdaj imate pa svete maše? Maše so načelno ob 7. zjutraj in 18. ali 19. zvečer v zimskem času, ob 18. poletnem premiku ob 19. razen petka in sobote, takrat je samo večerna maša, v nedeljah so pa celo 4, ob 8, 10, po 12 in večerna na isti način kot delavniške maše. Je pa tudi zelo dragoceno, veseli smo, da imamo cerkev lahko cel dan odprto, tako vsakdo lahko pride, tudi izven maš pomoli, da se tukaj umiri in tako nekaj prejme tudi za svojo dušo. Zaenkrat nismo imeli s tem večjih težav, tako da bomo s tem tudi še naprej vztrajali. Bog daj. Kaj bi Božina srce ob koncu daje našim gledalcem oddaje Pot poti?
snemamo sedaj to oddajo v adventnem času. Prihaja Božič, prihaja tisti čas, ko bomo Jezusa, odrešenika, videli ležečega v jaslicah. Prišel je, da se rodi v hlebu, da se rodi v tistem, kjer se pač ne spodobi, da bi se tam rodil človek, kaj šele Božji sin. In je prišel v ta hlev, v ta nered, to umazanijo, to ozračje, ki pa je vse prevečkrat tudi podoba in simbol tega, v čemer mi živimo. Je tudi naše življenje velikokrat podobno, da tako rečemo, hlebu, ampak on je prišel, zato da bi nekoč rekel tudi zaupajte, jaz sem svet premagal. In želim, da bi tudi v srečanju z Jezusom, v prijateljstvu z njim doživljali, z njim premagujemo tisto, kar v našem življenju predstavlja tudi hlev, zato da bi nekoč z njim stopili tudi v svetlobo. Gospod župnik, jaz se vam iz srca zahvaljujem za sprejem, da vse misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti, kajti nikoli ne vemo, kdaj človek kakšno misel ali besedo rabi, tole ve samo dobri Bog. Tako je. V življenju vam in vaši župljanom, župniji želimo obilo Božjega blagoslova in vse dobro. In spoštovane gledalke in gledalci, vas pa lepo pozdravljam z Domžal, s tistim lepim, starim, slovenskim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. See